večer. Upam, da bomo ta prehod iz poznega popoldneva v večer preživeli skupaj v enem prijetnem pogovoru na temo te nove knjige. Najprej bi se to predstavil. Jaz sem Mišo Pušnik, mediator iz Zavodu Rakmo in ob tej priliki se nastopam kot moderator. Najprej bi povedal eno razmišljanje. V knjižnico običajno prihajamo, da se sposodimo kakšne knjige, ki jih v tistem trenutku potrebujemo, se pravi za zabavo ali pač za izobraževanje ali kakorkoli. Včasih se zgodi, da jo dobimo, včasih je pa sposojena, pa gremo naprej v lov, kje bi dobili. Zato mislim, da je zelo pomembno, da vsak izid nove knjige pozdravimo, ker večja možnosti, da bomo dobili tisto, kar iščemo. Še posebej bi pa izrazil zadovoljstvo ob izidu knjige, ki izide na področju, ki ni prav bogato iz literaturo, sploh ne slovenskih avtorjev. In to je v bistvu primer tukaj s to novo knjigo avtorja Marka Iršiča na temo mediacije, v kateri se bomo danes pogovarjali. Pa bi mogoče za začetek kar vprašal Marko, če dovolite, kaj te je v bistvu spodbudilo pisanje knjige na tem področju? Pravzaprav tudi v mojem imenu to lepo pozdravljam, ki sem izpada, da ste prišli na ta pogovor in da se upam, da bo to en prijeten pogovor, ne že zdaj tudi povabil vse, če boste vam vprašali, pa kakšne misli, da se to prvo mesto vključili na ključne. Pisanje te knjige me je pravzaprav spodbudilo dejstvo, da nam to se omenil prej, da ni prav obsežno, oziroma zelo malo literature s področja mediacije v slovenščini je. V tih jezikih je sicer kar nekaj, ampak v slovenščini je pa poleg te knjige samo še ena knjiga mediacija, avtorica Martina Šetinc-Tekavc, ki je šla že leta 2002, pa se bolj osredotoča na pravno mediacijo ali pa mediacijo povezano s pravnimi spori. In nažalost je tudi mediacija povezana s sodišči bolj poznana, ali pa ljudje recimo večinoma to povezujejo. Ker je pa delač od tega, kar mediacija je, oziroma kar mediacija omogoča. Mediacija namreč nima samo po sebi zveze sodišči, razen tega, da ima zveze s spori ali pa reševanjem sporov, ki se prej pogosto tudi na sodiščih rešujejo, namesto da bi se sporazumeli. In zato tudi ta knjiga, ki opisuje širok ali pa širši pogled na mediacijo, delač od tega, da bi bila to sodišče povezana mediacija in je samo ena od krajših, kratkih podpoglavij namenjeno mediaciji na sodiščih. Sicer je pa mediacija pravzaprav pomoč pri sporazumnem reševanju konfliktov. In zato tudi ta knjiga, se pravi, da bi zagotovili slovensko literaturo o mediaciji našim bratcem in pa tudi, da bi razširili pogled ali razumevanje mediacije na to, kar dejansko je. Se pravi, pomoč pri sporazumnem razreševanju sporov. Na nek način si že odgovoril na moje drugo vprašanje, komu je namenjena. Zdaj, slišali smo, da tukaj ni povezave s sodišči oziroma s pravom. Kaj v bistvu se piše? Ja. Zdaj, glede na to, da je mediacija način ali pa pomoč pri sporazumnem reševanju sporov, je najprej na začetku eno poglavje o konfliktih, ki obravnava konflikte kot, rekel, razlog za mediacijo ali pa za potrebo po mediaciji. In ena od možnosti pri reševanju konfliktov, ki je zelo uporabna pa zelo uspešna, je ravno mediacija. Se pravi, potem pa naprej knjiga opisuje različna področja mediacije, različne tudi pristope, od katerih je, recimo, Zavod Rakmo se ukvarja z transformativno mediacijo. In to je ta pravzaprav najbolj bogata oblika mediacije, ki dejansko omogoča, da se konflikti razrešijo oziroma razgradijo ali pa transformirajo iz neke destruktivne interakcije,
kjer je veliko negativnosti in nasprotniške naravnanosti v neko interakcijo, ki omogoča sodelovanje, sožitje, sobivanje, se pravi pozitivne odnose pa pozitivne interakcije. No, se pravi, opisuje recimo različne pristope, to modele mediacije in tudi seveda različne področja, naprimer družinska mediacija, šolska mediacija v podjetjih, kjer je mediacija uporabna posod, kjer smo ljudje prisotni na vseh področjih, kjer delujemo in kjer prihajajo konflikti. Potem se pa počasi začne bolj opis metode mediacije, se pravi vloge mediatorja, smernice, se pravi faze mediacije, kako mediacija poteka in tudi se pravi opis same metode oziroma veščin, ki jih mediatorji uporabljajo. Seveda tukaj gre za nek teoretičen opis oziroma poskus enega opisa, tudi nekaj primerov je noter, ali pa izsekov določenih recimo stvari. Ni pa težko je to v knjigi prikazati so bogatstvo mediacije kot živega procesa, pa en poskus enega opisa tega je noter. In potem na koncu je še nekaj pravnih aspektov mediacije, recimo tudi kaj se pravi o zakonu mediacije, ki je pri nas bil sprejet 2008 leta, nekaj pomembno prihoditev na tem področju, predvsem, kar se tiče zaupnosti mediacije. Mediacija je zaupna, tudi po zakonu, zdaj prej je bilo to v obliki dogovorov, ker se je podpisali klauzulo o zaupnosti oziroma dogovor o zaupnosti. Zato, da se lahko, če je zaupno, se lažje pogovarjamo o težavnih stvarih. Lahko povemo tudi določene stvari, ki jih sicer ne bi, zato ker bi nam lahko škodile. Tako da je tudi zakon o mediaciji, Evropski kodeks, recimo za mediatorje, mediatorska etika in tako naprej, nekaj takih bolj glavnih informalnih aspektov je pa bolj na koncu. Varuje zaupnost udeležencev. Ja, tudi zakon zdaj. Glede na to, da si tudi sam mediator, trener, eden vodilnih strokovnjakov za mediacijo in obvladovanje konfliktov v Sloveniji, si potem nekakih svojih izkušenj izbral teme za to knjigo? Ja, tudi, čeprav pravzaprav sem nekje bolj skušal razgledati nek zemljevid področja. Tako da so neke teme, ki so tudi bolj teoretične ali pa bolj konceptualne, ki se prav opredelijo različne pristope mediaciji. Jaz recimo ukvarjam z transformativno mediacijo, so pa kratko opisani tudi drugi pristopi, recimo evolutivna pa facilitativna in druge, tako da ni samo ali pa ni v prvi vrsti mogoče iz izkušenj, iz lastnih izkušenj, so pa te tudi vključene še posebej v tistem delu, ko je opisan ta model mediacije, ki ga tudi zavodoratno uporabljamo. Tam pa je seveda vključenih nekaj primerov in tudi sama osebina je precej pretrpljena tudi z konkretnimi izkušnjami, seveda pa jasno tudi s teorijo. Teorija pa izkušnje nekje ena taka zmes, je tam bolj nasadilja. Potem po nadaljevanju pa spet predpisi in to tukaj ni kakšnih posebnih izkušnje, pa recimo nekaj v bistvu izobraževanja ali pa nekoliko modela izobraževanja za mediatorje.